Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz soboške Fazanerije, kjer odpiramo 33. sezono državnega prvenstva v nogometu prve lige Telemach. Sočasno se bo v Šiški odigrala tudi tekma med Bravom in Rogaško, torej dvojni spored za začetek sezone. Je bil na koncu torej zaustavljen z dvignjeno zastavico, nakazali, da so lahko nevarni tudi brez Franka Kovačeviča. Tole je zdaj priložnost za Muro, Maruško strelja! Še lahko nevarno, koliko to ne, vendar ne gol out. Potrditev njegovega prestopa, njegovega prihoda. Tule zdaj Maroša v novi nevarni napadalni akciji. Krasna podaja in Mura vodi z 1-0. Strelec je Dardan Šabanađaj, toda kako prefinjena asistenca je bila to Amadeja Maroše. Sijajen predložek in potem tudi Šabanađaj s izvrstnim zaključkom z glavo. Mura torej vodi v 11. minuti srečanja z 1-0. Začelo se je bliskati nad Fazanerijo, toda zdaj se je zabliskalo tudi Domžalčanom, zabliskalo se je v njihovi mreži. Sadrijev se je vključil v tale napad, Sadrijev lahko strelja, odločil se je za podajo pred vrata, priložnost za Proleto, Proleta strelja, pa še enkrat Sajtovski 2-0 za Muro. No tole pa je zdaj potrditev zakona bivšega, o katerem sem govoril pred kratkim. Na drugi strani Emir Sajtovski, eden od kar 6 nogometašev Mure danes v kadru, ki so bivši igralci Domžal, je zadev na svojem debiju v Murini majici v polno, potem ko domžalska obramba tule ni najbolje odreagirala. Luka Topalović, tisti, ki bo poslal žogo v kazenski prostor. Topalović, tole je zdaj priložnost za Julačev. Julačija! Znižanje Murine prednosti na Fazaneriji z roba kazenskega prostora je nekako našel pot žogi v mrežo skozi številne noge Edin Jularčija. Če je ostal Domžal proti Balzanu, ta novinec v domžalski majici pa je na debiju v prvi slovenski nogometni ligi dosegel zadetek. Tule poglejmo še enkrat tole manjšo nezbranost v Murini obrambi. Maruško je dovolj izkušen, Moris ima dovolj prostora, lahko tudi strelja. Moris, krasna podaja, priložnost za Muro, Maroša je sam in vendarle na koncu Gašper Tratnik tisti, ki žogo lovi. To pa je Mura izpeljala krasno akcijo, kazalo je že, da se bo tudi Maroša vpisal med strelce in da bo Mura lahko lažje šla v ta zaključek. Na drugi strani pa kazen za zgrešeno in 2-2 na Fazaneriji. Strelec je Černe. Le nekaj trenutkov po vstopu v igro, le trenutek po veliki Murini priložnosti za 3-1 je sledil protinapad. Česarkoli, kar je nedovoljeno, dober predložek in 3-2. Preobrat, popoln preobrat v Murski Soboti. Tule je očitno Mihelaku žoga ušla. Počakali bomo tale ponovljen posnetek, ali gre za zadetek neposredno iz kota. Mislim, da je bil Šturm tule podajalec. Ja, Mihelak je žogo poslal v lastno mrežo po predložku Šturma. Odločil se je za boksanje. Dejan Gradič, vem, da ni lahko takole stopiti pred kamere po takšni tekmi, po takšnem porazu, ko ste imeli 2 gola prednosti. Nogomet res piše čudne zgodbe. Čemu danes pravzaprav pripisujete glavne razloge za na koncu poraz? Ne vem, v ključnih momentih tekme smo bili
ne dovolj zbrani, očitno, ker tudi pri rezultatu 2-1 smo imeli čisto priložnost, lepo izigrano in res škoda, da tam nismo zadeli. Potem pa dolga kontra čez celo igrišče, ki je v bistvu potem obrnila potek srečanja v domžalsko smer. Zdaj, dober teden vas čaka do naslednje tekme v Celju, prav gotovo težko gostovanje, ampak verjetno računate tudi na kakšno osvežitev, tudi kdo od teh, ki imajo trenutno težave, se bo verjetno vrnil, po drugi strani pa bo verjetno tudi v psihološkem smislu nekako potrebno dobro pripraviti ekipo, kaj ne? To bo največji izziv ta teden, ja. Sigurno bomo bolj kompletni, kot smo bili zdaj, minus Kaj, ki se je poškodoval, nažalost. In ja, psihološki vidik bo najbolj pomemben naslednji teden. Omenili ste že Kaja Cipota, verjetno tudi dodaten razlog, da se je danes pravzaprav dogajalo, kar se je, da enostavno niste bili dovolj čvrsti tudi zadaj. Ja, bi rekel, čvrsti, bolj skoncentrirani, da nekaj žog, mislim, tukaj so na takšnem igrišču oziroma po takem vremenu so odločitve zelo pomembne. Se pravi, da tisto, kjer je dilema, ali je nekaj za odigrati ali ne, se pravi, ni dileme, je treba odigrati daleč od svojega gola. Ampak to so zdaj na koncu malenkosti, ki niso, ni samo to odločilo. Se pravi, mi smo, mislim, da ustvarili dovolj, imeli dovolj priložnosti, da bi tako tekmo pripeljali mirno koncu in je nismo. Simon Rožman, že v samem prenosu sem dejal, da bom to vprašal in se vprašal tudi, koliko boste dejansko iskreni v odgovoru in odkriti po zaostanku z 2-0 in po vsem tem, kar se vam je dogajalo tudi v Evropi, ste si upali takrat pomisliti, da lahko to tekmo v Murski Soboti dobite? Težko, res v bistvu niti ni bil tako slab prvi polčas iz naše strani. Mura si je mogoče priigrala te 2 priložnosti in bila, bom rekel, zelo uspešna v realizaciji. Na drugi strani smo imeli mi celo, bi rekel, 3 lepe priložnosti. Ampak ni kaj, ta gol nas je vrnil v igro. Bom rekel, sklop nekih dogodkov na terenu se naša nepopustljivost, borbenost, tudi mislim, da energetsko smo bili na zelo visokem nivoju v drugem polčasu, smo iskali ta drugi, potem smo iskali tretji gol. In ta, bi rekel, nepopustljivost, borbenost, ta nek timski duh, ki smo si ga nekako zastavili na začetku sezone, nas je danes nagradil in sigurno smo veseli, da iz enega zelo težkega gostovanja, da smo dobili vse 3 točke. Nogomet res piše čudne zgodbe, lani ste imeli tudi 2 gola prednosti, vi pa ste na koncu izgubili, zdaj torej zmagali. V naslednjem krogu vas čaka Bravo, videli smo, Bravaši so danes zmagali, očitno bodo znova zelo trdi in močni pravzaprav. Ja, se strinjam, res nogomet na drugi strani Mura imela mogoče zaključno žogo, pa se mi rešimo iz gol črte, pa zadenemo za 2-2, tako da to mislim, da privabila gledalce na štadione, bilo je še kup enih zanimivih dogodkov ob sami tekmi, tako da sigurno smo veseli, treba se zdaj dobro spočiti, misli usmeriti na naslednjega nasprotnika, za nas je vsaka tekma priložnost za novo dokazovanje, Bravo, kot vedno, disciplinirana, trda ekipa, ampak imamo dovolj časa zdaj, da gremo v nek normalni ritem, da se vse stvari, bom rekel, pozdravijo, da se vrnejo tudi, bom rekel, naši nosilci igre in se veselimo vsakega novega izziva. Emir, čestitke danes za vaš zadetek, nekako ste potrdili zakon bivšega, čeprav je kazalo, pa vam na koncu ne morem čestitati za zmago, ostali so celo praznih rok, zares zanimiva, da ne rečem čudna tekma, 2-0, pa na koncu 3-2, čemu pripisujete na koncu ta preobrat? Ja, prvi polčas smo dobro začeli, imeli posest, pa dal 2 gola, pa dobro je šlo, pa proti koncu smo začeli padati, isto drugi polčas, ko smo začeli, smo ful dobro začeli, prvih 15-20 minut, sam pa smo začeli spet padati in pač dobili smo na koncu gol, kar se lahko zgodi vsakmu golmanu, pa to in to je to. Verjamem, da je v tem trenutku razočaranje precejšnje, ampak hitro se boste morali obrniti proti novim obveznostim, v drugem krogu vas čaka Celje, zagotovo težko gostovanje. Ja, seveda, gremo nov teden in to je to, pa v nedeljo, ko imamo tekmo, treba garati in to je to. Je pa to stadion, kjer ste dosegli svoj prvoligaški gol, če se prav spomnim, spomini so z tega vidika za vas verjetno lepi. Ja. Upamo, da bo spet. Daniel,
Osebno sem vas nekako že med prenosom proglasil za igralca tekme, asistent pri drugem golu, tudi tretji je na nek način vaš, čeprav ste potrebovali seveda še vratarjevo pomoč, pa vas bom vprašal, tako kot trenerja, ste dejansko po zaostanku 2 golov še verjeli v to, da lahko danes celo zmagate? Ja, itak mi smo od začetka vedeli, za kje smo prišli samo Mursko in to smo tudi dokazali v drugem polčasu. Res, da prvi polčas smo malo slabše odigrali, dobili 2 gola, k sreči smo se tudi vrnili s tem zadetkom, ampak v drugem polčasu smo res pokazali boljšo predstavo in zmagali zasluženo, se mi zdi. Kako si razložiti dejstvo, da ste nekako proti Balzanu, ko ste nadoknadili 3 gole zaostanka, da vas je na nek način, vsaj videti, je bilo tako malce zmanjkalo energetsko, danes pa ravno obratno, samo nekaj dni kasneje? Mislim, da tista tekma proti Balzanu nam je dala sem še več moči za današnjo tekmo. No. Tudi na tisti tekmi v torek proti Balzanu smo pokazali, da znamo igrati in danes smo še enkrat to pokazali na igrišču. Naslednji krok, Bravo, Bravaši so zmagali z 2-0, verjetno bodo še kako nevarni. Ja, sigurno, ampak moramo biti osredotočeni sem na sebe. No. Mi smo pomembni in hočemo le zmagovati.